Lepo in prijazno jutro želim iz Ljubljane, natančneje s področja, ali bolj rečeno ceste, ki se imenuje Tržaška cesta. To je povezovalna cesta, ki vas resnično popelje do Trsta, praviloma pa bi se morala imenovati recimo Koperska cesta, ker vas popelje do Kopra. Ampak to smo pustili še iz časov nekdanje cesarske družbe, Avstro-Ogrske, in zato ostali pri tem nazivu. Mi se nahajamo tik pred vstopom v samo središče mesta in tukaj vidite jutrnji promet, utrinek, ko se ljudje odpravljajo v Novem mestu v službe. Zdaj smo stopili na Bajrosovo cesto in se peljemo proti središču mesta. Po stari Prešernovi cesti, ki nam omogoča vstop. Vidite, tako vozijo v Ljubljani, zjutraj pa so nekoliko zaspani vozniki živčni, ampak to nikogar ne moti, ker v bistvu je treba pač vedeti, da nekateri ne obvladajo vožnje po predpisih, namreč naravnost cela kolona vozil, zato se mi ne bomo podali v ta del, ampak bomo raje po tej cesti, seveda se vozimo po tej cesti in tukaj na levi strani boste gledali delovna mesta ali pa pisarne vaše izbrancev, torej vidite parlament, na levi strani vidite rečeno hišo zakonov. Tule je zanimiva zgradba, ki nosi naziv gimnazija, in sicer še bolj znamenitem možoslovenskem Trubarju. No, tukaj, ko vidite avtobuse, ti vozijo po Slovenski cesti, ker pa vam zasebno avto ni dovoljeno. Naravnost imate garažo pod Uresnim trgom, če pridete v Ljubljano in vi smete v garažo zaviti, vendar ko se odločite zapustite, jo morate zapustiti po tej cesti, ki jo zasedemo sedaj mi. No, to je Slovenska cesta še zmeraj, zavili smo Ljubljano. To je zanimiv objekt, ali stanovanjski blok, ki je skladovnica stanovanj, pravi, da so tu imenitna stanovanja. No, tukaj na levi strani boste zagledali ljubljansko Dramo, ki jo vrli ministri, levi in desni, obdavljajo že nekaj časa, tako da ne bomo obtoževali partijske naravnanosti nekaterih. A to je tole na desni strani. No in sedaj tale objekt je tudi zanimiv, ker je bil zgrajen za tako zvane politične veljake, čeprav ne to ne bodo priznali. Mi se sedaj približujemo povezovalni cesti, ki smo jo
Prvi prej. Ne boste verjeli, ta cesta, ki jo mogoče prečiti preko tega križišča, se imenuje Rimska cesta. Zdaj smo stopili v Zajso. Žiga Zajs je bil zelo znameniti Slovenec, ki je postrojil marsikaj za nas, vendar mi smo to pozabili, ker v bistvu mi take mecene pozabimo, ker menimo, da so za nas nepomembni in ker so nekoliko povezani s tujino, je nepotrebno, da jih omenjamo, čeprav pomenjamo tujce, ki prihajajo v velikem številu k nam, kar pa je za nas zelo pomembno zdaj. Takrat to ni bilo zelo pomembno. On je bil namreč mecen Kopitarja in Miklošiča, to veste, že govorim. In tukaj se sedaj podajamo po Karlovški cesti. Središče mesta, bolj rečeno ljubljanski znameniti tunel, ki povezuje Karlovško cesto z središčem mesta. Pred stopom v tunel bomo posnetek ugasnili, težko da vam kažemo tunel, ki je pač tunel kot tunel. Tukaj vidite na desni strani stanovanjske objekte, ki so jih dobesedno gradili v ta prostor. In dvomiti je, da v bistvu te, ki imajo tu balkone na tej strani ob tej cesti, uživajo v tem. Transportnem blagodju, ki ponujajo ti avtomobili, ki se v velikih količinah premikajo po tej cesti. Ali pa jim to ustreza, ker so jih oni, ki so jim stanovanja prodali, prepričali, da je v bistvu 4 ali 5 tisoč evrov vreden všteto tudi to, da lahko slišijo motorje, avtomobile, pa seveda avtobuse, ki to dovozijo mimo. No, mi bomo sedaj zavili v ta tunel. Samo pokažemo stop in na to bomo po tem granskim pobočjem se nahaja ta. Trenutno zaključili posnetek in nadaljevali, ko zapustimo tunel. Ali pokažemo vam ga, tega ne vidite kot celoto, zgaj pa ne. Če ni dolg, še cirka 150 metrov do izhoda. Zanimivo pa je, da ta hotel omogoča tudi pešcem, da se bi lahko premikali, čeprav je to prepovedano. Ste verjeli, tunel je dolg 490 metrov, torej ne veliko. In mi sedaj popeljemo tale v
prijazno bivajoča hiša je tako manj kanarček ali pa poslovni objekt. Časopisne družbe Dnevnik, ki je preživela marsikaterega novinarja, predvsem pa marsikaterega tajkunskega lastnika, vse zadnjega. No, tole je Ljubljanska cesta. In na koncu te Ljubljanske ceste, ko bomo zavili levo, boste zagledali, ker imajo moji sorodnjaki Prekmurci svoj trg, ki se ga uporabi enkrat letno, pravilo pa je namenjen ta trg klošarjem. Tudi neurejen je vedno čez leto, tako da veste, da kaj posebej v mestu ne skrbijo za te zgodovinske poklone Prekmurcem, ampak oni to upoštevajo, da je tako. Tukaj ljudje, ki zavijajo levo, se vozijo v Ljubljanici, kjer je tudi parkirišče plačljivo. Bomo sedaj prečeli enega mostov, ki omogoča prehod preko neke Ljubljanice. Tu je Petkovško nabrežje in mi se sedaj vozimo po Rozmanovi cesti. Rozman, približno znameniti partizan, zato je dobil svojo cesto. Če bi pogledali zgodovinsko, koliko, morate biti vedno previdni zaradi kolesarjev, koliko cest so oni zamenjali, imena in cest, in se križali, in so tako zvani osvoboditelji dobili ceste, čeprav jih ne moramo uvrstiti med tiste, ki so za to, da ti obstaja nekaj posebnega doprinesli. No, tako imajo v Ljubljani obtoke, kar na cesti, zbiralniki smeti se reče uradno. No in tule na desni strani znamenita garažna hiša, kjer vas uberejo, ko pridete vanjo. Nekoč je te pisalo, da je v bistvu 1 evro, ampak ni pa pisalo, da je to 12.6. ure zjutraj, pa so ljudje parkirali, so popazili, da so jih veliko male otroke, ki ne vedo šteti do 5. Ta cesta, ki jo vidite tu pred seboj, je Njegoševa cesta in v tem področju se nahajajo vse bolnišnice, ali pa večina bolnišnic v Ljubljani. To je ta stara poliklinika, za njo po v bistvu nova ali pa novejša zgradba. No, mi bomo sedaj se Njegoševo cesto mimo poliklinike, zato polikliniko urgenca, čeprav je ta slabo označena. In še ena stvar, ki pa je vredno omeniti, v tej polikliniki je tudi cepilni center. Kadarkoli se želite cepiti, cepilni center vedno deluje. Pač ob delovnih urah. In splača se ga uporabiti, ker tukaj obvladajo stvari zdravniki, ki in sedanja vlada krati pravice, da so
seveda so dvoživke. Tu še ena garažna hiša istega lastnika, čeprav bi lahko bila to bolnišnica in ne spodaj garaža. Pa mi sedaj se menjamo preko Bohoričeve ceste. Bohorič je bil pa gospod, ki je vreden. Tu je, gledajte, 20 let urejajo urgenci. To je urgentni del. 20 let. In še zdaj niso zakončali. To pomeni, da so mi res veleumni. Tule je infekcijska klinika, gradijo novo, čeprav bi lahko novo zgodi vse. In tu morate biti pozorni, namreč tu je mesto Ljubljana, tamle za temi Alpami, tukaj je gradilo kamero in tukaj smete voziti le 30 km/h. Tako da veste, da ne bi slučajno plačevali kazni tam, ker ni treba, da jo plačate. No in mi smo sedaj stopili na področje Ljubljane, ki mu pravijo Vodbad. Zanimivo področje, sorazmerno blizu centra mesta. In je tudi seveda, ko vidite, zbirališče avtomobilov. To ni enostavni prostor, ampak parkirišče. No, tu imajo tako, da vidite, otroke peljejo na cesto, vidite. In namesto da bi jih navili, tam jih lagajo tukaj. Urejenosti tega področja ne bi razpravljali. Tako je pa kot že. In sedaj bomo tukaj zavili desno na Grabovičevo cesto, ki poteka po progi Ljubljana, Metlika in Ljubljana. Čevej, spoštovane, lepo se imejte, lep prijazen dan želim iz nekoga najlepšega mesta na svetu, za druge pa mesta. Naslednje.